ovčke, ne. Veste, samo v sebi imamo tisto moč. Ali smo, ali pa nismo. Zdaj je šla ena, ne mislim, da je že lansko leto, alpski bojevniki. To je Kanadčanka napisala in piše o naših plezalcih. Pa kako podrobno, ne. Ona popolnoma ve za vsakega dobrega našega plezalca in ga je opisala. In vse naše vzpone, recimo kako je Čop plezal v steni. Veste, plezanje je približno tako, kot držati točko. On prime in ne more na nekaj drugega misliti. Njemu se ne more svetiti, kako potuje, kaj svem, po Aljaski ali pa po Afriki, ampak mora držati tisto skalco tako močno, da dol napade. In potem mora poiskati drug prijem. To se pravi, je skoncentriran 100%. Je skozi v točki. In zato so nam lahko ti plezalci blizu. Mi imamo, jaz mislim, da je naša naloga lažja, zaradi tega, ker tukaj meditirati je popolnoma nekaj drugega kot pa plezati. Ker plezanje je kar težka zadeva. Pa skozi visi na nitki, a bo zdržal ali bo spustil. In je zelo dobra knjiga, tudi to opisuje, da psihična stanja pri plezalcu so pravzaprav vrhunska jogijska stanja. Ker on mora biti toliko sigurno v sebe, da ve, da bo to zlezel. Vse je vaja tudi. Ampak prepričanje, da boš ti zlezel, če pa nisi prepričan, je pa zelo težko karkoli delati. Tudi če bi violino igral, a ne, pa nisi siguren, da boš spelil te note, boš skoraj gotov kiksno. Če pa veš, da si to kvežbo, da lahko to narediš, bo pa to kvežbo. Notranja sigurnost. Misel ima veliko moč, ne? Kako? Misel ima veliko moč. Ja, misel nas pa pravzaprav pri tej naši Veste, misel je pa tako močna zadeva, da pri našem treningu je najbolj moteča zadeva misel. Ko jo hočemo odstraniti, se zelo opira. Najde drugo pot, najde nekaj, na kar ratam pozoren. Torej nisem več v meditaciji, ampak zasledujem, misel. Pride tako mikavna, da je zelo težko ostati v stanju brez misli. Ker v stanju brez misli, to se pravi, mi opazujemo sebe. Toliko časa, da se misli izločijo. Dobro, jaz imam tukaj neko dopolnilo iz neke osebne izkušnje. Jaz sklepam, da alpinisti postanejo eno in isto. Alpe so moje, jaz sem Alpe. Tako v tem smislu. Kaj pa je v meditaciji? Kaj je v meditaciji?
Jaz, ko meditiram, pridem v stanje miru. In ko pridem v stanje miru, se opazujem, kako diham. In gre energija gor in dol. In desno in levo. In sem eno z vami in s prostorom. Ja, malo drugače povedano, jaz sem vesolje, vesolje sem jaz. Seveda. Ne, tako je. Enovitost je, ne? Enovitost. Vse polovici združene v... Naši možgani nam pa skozi poročajo, da smo nekaj posebnega, da smo izločeni iz narave, da jaz sem drugih pa ni. Mi smo točno odraz vesolja. In če meditiraš, spoznaš, da si delček tega. Delček, ki lahko na zemlji sebe ozavesti in tudi deluje. Potem lahko ustvarjamo take stvari, ko so pravzaprav nepotrebne samo meni, ampak tudi drugim. In takrat sem pravzaprav uzaveščen v temu našemu zemeljskem prostoru. Prej se pa peham, ne? Kaj? Ja, da ne bom lačen, da bom oblečen, da bom preskrbel družino, da bojo imeli otroci za jesti. In to me skozi žene, ker se ne morem ustaviti. Da to presežemo je samo, ustaviti se je treba, pa spustiti. To, ko nas pa bolezen zadene, takrat pa začnemo, ja pa vsej, pa sej tole je vse počakali, pa sej bo, nekako bom prešel to. Ne. Takrat pa človek začne lahko razmišljati. Začne razmišljati ali pa še vedno ne. Ko je toliko ver, ko jih je treba preprezati, potem se dobi tudi čas za sebe, za meditacijo. Ali pa plezanje, ali pa barva, ali pa piše. Tudi pisanje. To, da eden napiše knjigo, ne. To mora pravzaprav svoje misli preliti na papir in to na papirju je drugače, kot je pa on mislil. Zelo težko je zadovoljen s tekstom, ki jo je napisal. In to je pravzaprav se pogovarjati s svojim jazom. Ta notranji jaz, recimo, če si zažvižgate in kar naenkrat se vprašam, kako pa te žvižgam, ne? Kdo pa je tak, ki je to vprašal? Moj pravi jaz. Ne? Se pravi, ego je vesel, ne, in žvižga, ali pa poje. Ampak to v eno spremeniti. V eno je pa v meditaciji ali pa pri takem delu, da ga imaš rad, da te tako not potegne, da si eno s tistim, kar delaš. Jaz bi šel kar na meditacijo. Veste, tam sem knjigo prinesel od tega Tadeja in sicer on govori vse mogoče je dosegel. Ampak osnova je pa ta trenutek. Ta trenutek. Zdaj, če ga vežbamo enkrat na dan, po 2 minutki, je malo verjetno, da bomo cel dan v trenutku.
Če se pa prizadevamo, ko gremo na sprehod, da se posvetimo temu, kako korakam, kako noge premikam, kako bom prišel do cilja. Ampak vsak korak je treba ozavestiti. Gledati, kaj vse srečam na tej poti. To je cel dan in čim večkrat se boste zalotili, da lahko sebe kontrolirate v tej misli. A ne? Kako bom stopil? Samo malo narobe stopiš. To je polom. Lahko je polom. Tako kot unmuko, no bo pravilno prijel. Jaz sem eno hiško in je nehala voda teči. Kaj pa zdaj? Ja, voda nateče, ne? Telefoniram vodovodu, sem kot ti, Marjan, a bi ti prišel pogledati, kako da meni voda nateče. Ja, prav, veš, kaj je zdaj, jabolka sedim. Potem imam pa zdravnika, jutri imam pa zdravnika, prav, potem je pa nedelja, ne, pa tudi ne morem, ne, dober. Prav, v ponedeljek bom pa prišel. Jaz, da sem dobil čisto vodo, sem mogel samo v tist hrib jest, ne, kot je 200 metrov, ne, z dvema takim lambrčkama, tako je hodil. Zdaj pa, če bi bilo to lepa potka, to bi še nekako šel, ampak je listje, pa mokro, ne, pa drsi, ne, pa strmo. Vsak korak, ne, a bom? Ja, to v trenutku te prisil, da si v trenutku, čim nisi. A bila voda, ti je namreč, pa še pojavil mislim. Veste, tako te včasih življenje prisil, da si v trenutku. Takrat pa veš, koliko je vrezen, ko lepo doma pipo odpreš, pa voda teče. Ja, kaj je to dobro? To, vse potem v ponedeljek je prišel, pa mi je tisto popravil, ampak 3 dni sem pa jaz nosil tisto vodo. Ampak je pa zanimiv, koliko recimo vode porabimo. Koliko je to ene vode? Takrat, ko jo nosiš, pravzaprav vidiš, koliko jo porabim, pa je za stranišče, pa je za kuho, pa je za umivanje, pa je za obupak, ne? Samo kar po ene 4-krat, 5-krat na dan jet, ne? Da sem za dost vode znosil. I dodatek, če se ne motim, 128 litrov je statistično gotovljena prebivalca Slovenije na dan. 128 litrov na osebo. No, jaz sem šel malo meni, zato predstavljaj se že pa nisem znal. Tako je, voda, danes smo se pogovarjali o hrani. Veste, hrana je zelo pomembna, še bolj pomembna je pa voda. In čista voda je nekaj, je vedno bolj pomembna, vedno bolj. Ker če te dodatke, ki jih imamo v vodovodu, dodamo, to je slabo. Čisto vodo dobiti je pa zelo težko. To je studenčnica, pa mora biti tudi pregledana, a je čista ali ni, brez dodatkov. Če pa ni, to smo se že pogovarjali, kako pravzaprav pridemo do čiste vode. Čista voda je tako kot dihanje, tako pomembno. Takoj za dihanjem pride voda. Če imate vodo,
pa da imate zrak zavikat, boste preživeli 3 mesece. Najmanj. Če si pa kolikor toliko pa se, da znaš dihati, tako kot smo se učili, da spremljamo vdih in dih, lahko pa prešaltamo na prano. To je potem prana. Prana je energija, vsak vdih je energija. In zato pravim, da je voda zelo pomembna. Hrana, tako kot ne bi bila zdrava, ne? Jaz vam ne bom razlagal, da je rastlinska hrana boljša od mesa, ker smo vsi navajeni meso jesti. Ampak poskusite kakšen teden brez mesa. Pa na vse poskusite. Če vam jaz to razlagam, to je tako, kot da ste knjigo brali. Probajte biti brez mesa. Pa se opazujte, a sem zdaj boljši, ali je težko. Ali je težko. Težko, ne? Ne. Ali težko, ne? Veste, a je kdo vegetarijanc med vami? Ne? Ok, dobro, 4. Ja, B-vitamine nam manjka pol, ne? Pa železo. B-vitamin pa D tudi D-vitamin. To se pa dobi, ne? Samo B-vitamin je zelo kočljiva zadeva, ne? To je v živalskem mesu, ampak največ v jetrih pa v drobovini, ne? Da bi pa tako dobili B-vitamin iz rastline, je pa zelo težko, ne? Je pa težko, ne? Ker nima stročnice B-vitamin? Ne, nima. Stročnice imajo beljakovine, tak beli kvas. Ja, B-vitamin je pač treba iti pokupiti, pa se ga nekako dodatno delati, ker vegetarijanc brez vitamina B12 ne, ni dobro, ni dobro. Je okrnjeno, ne. Mi pravzaprav smo vse jedi, ne, in smo pravzaprav radi bi bili vitalna bitja, pa smo pravzaprav, ne, več ali manj zveriče svoje brate jemo, ne. Ja, tako da je to težko pogovoriti, ampak tako je. Jaz sem zato nehal, ker sem rekel, mogoče bom pa lahko brez, ne. Ampak vidim, B-vitamina mi manjka, ne. Moram iskati B12. No, ampak zato nisem nič boljši od vas. Jaz ves meso poznam tak in drugačen in tudi jedel sem tudi srov meso, ne, tako da poznam vse okuse. Samo mi je pa že 30 let. Tako da pa zato se nimam nič slabšega, tako po fizični moči. Ampak vem pa, da ta mesar, ko zakole živalcev, ne, jo ne zaradi mene. Če ste to kdaj gledali, kako to izgleda, ali pa da ste mu še pomagali, ali je to mušna zadeva, ni tako enostavno. Ko smo jedli meso, ne, vsak bi moral
eno žival zaobiti, potem jo pa pojesti. Potem pa točen biti odpore, kakšni hudi odpori so, potem tisto stvar pojesti. Razen, če si zadost način. Potem pa gre. Ampak, da bi pa tako ubil, pa pojedel, to pa težko, zelo težko. V glavnem, zdaj gremo na dihanje, vodo smo obdelali, trenutek v vodi, sem vam tudi povedal, kako sem ga doživel. Tukaj pri meditaciji, ko bomo dihali, vdih, izdih, probajte res energijo začutiti. Kaj čutim pri vdihu in kaj čutim pri izdihu. In bomo dalj časa bomo meditirali zaradi tega, da bomo prišli v mirovanje, v mir. In ko bomo v miru, poskuste se opazovati, pejte tukaj, gremo v tretje oko in ko bomo lahko v tretje oko gledali in dihali, vdih, izdih, vdih, izdih in gledam samo tretje oko, boste naenkrat lahko začutili, da se lahko premaknete. In se premaknete odzad in se opazujte, kako dihate. In takrat, ko boste to naredili, ste pravzaprav izven telesa. Ne se strašiti, da se to ne da. To se da. Samo, ko dihamo, vdih, izdih, vdih, izdih, ko se zadosti umirimo, da nič več ne zategujemo ramen, da mišice sprostimo, da je telo sproščeno, gremo v tretje oko, se vam bom rekel. Poskušajmo iti v tretje oko in opazovati vdih. Vdih, izdih. Gledam pa točko. In ko boste to, boste lahko, enostavno se iz tiste točke lahko potegnete nazaj in boste začutili, kako gre gor in dol dihanje. Dihanje kot energija. Bomo probali. Sprostimo noge, sprostimo trebušne mišice, sprostimo prsni koš, sprostimo rame, sprostimo roke, sprostimo vrat, sprostimo obrazne mišice, zamižimo in gremo na dihanje. Vdih, izdih. Samo opazujem, kaj čutim, ko diham in kaj čutim, ko izdiham. Gremo v točko, v tretje oko in opazujemo točko. Obenem pa dihamo.
Tako kot smo prej, samo naša pozornost je v točki. Točko prenesemo v zatilje s pogledom. Lahko kot da gledamo navzkriž in točko prenesemo v zatilje. Opazujemo svoje dihanje kot energijo. Poskusite točko premakniti nad glavo. Vdih in izdih vam sledi. Opazovalno točko premaknemo še više. Naš vdih je veliko širši od našega telesa. To je mir, to je ljubezen, to je naše doživetje, ki ga želimo podeliti z Materjo Zemljo. In pošljemo energijo v središče Zemlje. Počakamo, da nam Mati odgovori. Ko nam Mati odgovori, pošljemo svoje sporočilo v središče vesolja, kjer je naš duhovni oče. Ko nam oče odgovori, gremo z vdihom do središča Zemlje, ga ostavimo v srčni čakri in ga pošljemo v vesolje. V vesolju se sreča z očetom in zopet oče odgovori z energijo do srčne čakre. Z naslednjim vdihom potisnemo v središče Zemlje očetovo sporočilo. Zemlja odgovori z energijo do srčne čakre in zopet pošljemo z vdihom do očeta zemeljsko energijo.
Podihamo in začutimo, da smo sinovi in hčere od očeta in matere. To je trojstvo. Čas se vrnemo v srčno čakro, od tu v grlo, na to v tretje oko. Še vedno smo v miru, še vedno doživljamo. Počasi se vrnemo v to realnost. No, kako šlo? A je bilo hudo? Ste se lahko sprosili? Ste se? Kdo se ni mogel? Ni šlo? Jaz sem zaspala. Ok. Veste, tudi spati, tudi to, če ne moreš. To se pravi, če ne moreš, mogoče bi bilo hudo. Več. Ja, jaz sem padel v imaginacijo, inspiracijo, sicer sem nekaj iskal, tudi sonce je se skromno dvigano tam na obzorju, ker sem iskal Venero, da bi šla ponovno čez sončno polovico, ampak jaz sem malo žalosten, ker naslednjič bo šla leta 2117 in je nikoli ne bom videl več. Ne? Dobar. Je pa še sonce zašlo za tisto, da bo pa konec upanja. Ok. Dobar. Potem drugače, jaz imam močno osebstvo, ego, in nad egom je um stalno špekulira. Ne? Hvala enako. Ta je povsod nazaj. Zelo se moramo potruditi, da ga pravzaprav presežemo. To je zelo težko. Ja, povedajte. Ampak ne še korajžo uporabil. Seveda ste prav. Veste, to, da začutiš sebe kot ego, to je več ali manj vsak. Zdaj, to je pa odvisen prvič od vzgoje, pa od tega, kakšne naravne pogoje imamo v DNK-ju. In več ali manj nas je vseh strah, da se nam ne bo kaj zgodilo. In čim pridemo v situacijo, da bi se nam lahko kaj zgodilo, začne ta obrambni mehanizem ega delati in nas je strah. Strah je pa najtežja zadeva, da jo obvladam. Ker obvladam strah, v egu se pravzaprav zelo malo kdaj zgodi, razen če začne sodelovati čustva. To se pravi jeza. Potem, ko je človek jezen,
pa nekako skompenzira strah, a ne, da gre čez. Ampak napad je največkrat strah. Največkrat strah. Zaradi tega, ker človek, ko je ogrožen, kot če se predstavljate zajčka, če ga boste spravili v kot, a ne, bo tudi zajček se bo branil, takrat se pravzaprav postavlja svoje življenje. In ego se skozi boji za življenje. Zato, ker ve, da ob smrti ego ne bo nadaljeval. Ego ne bo nadaljeval. In zato vse mogoče finte uporab, da nas bi speljal, da ne bi bili mi gospodar, ampak on. To spravi mišljenje. Vse uporab, tudi meditacijo, ne? Bom pa jaz tole treniral, bom pa potem. Ne, to je ego. Popolnoma se treba sprostiti, da začne notranji jaz dobivati pravo obliko, tako kot jo ima vsak od nas. Ampak pride do tega, da si ozaveščen, pa včasih ni tako lahko. No, prosto, je pa povedal. Jaz sem pa drugi del in potem ste vmes nadaljevali, da je Bog hoče v središču vesolja in to in mati narava. Zakaj ne oče natur, ne? In mama v središču vesolja, ne? Me tudi malo motlo, ne? Ker jaz sem bil na enem takem skromnem mednarodnem predavanju in tam smo se 12 ur pogovarjali, ali Bog obstaja ali ne. In biologi, in teologi, in filozofi, in fiziki smo bili skupaj, ampak po 12 urah v 3 dneh se nismo mogli dogovoriti. In sam zadnji stavek smo imeli skupaj, da je potrebno, da spoštujemo eden drugega in različna mnenja. Absolutno. In drugega nam ni ostalo po 3 dneh. Absolutno, poslušajte, dokazovati, a je Bog ali ga ni. To je usledja. S tem, ko dihate, to sem jaz že veliko krat rekel, vsak vdih, če ga začutiš kot energijo, kaj je to? Teologi bojo nekaj, to je duh, ne? Božja energija. Biolog bo rekel, to je bioenergija. Ampak s tem, ko vi začutite energijo v sebi, imate izkustvo. Imate izkustvo, da ste energetsko bitje. Kaj pa več rabimo? Energija je nemočljiva. Zato je tako pomemben zavestno meditirati. Zavestno meditirati. Da pridemo do tega, da je naša izkušnja za nas najbolj pomembna. Jaz sem to prepoznal, kako smo bili v srednji šoli, kako smo se vsi bahali, kako smo knjige prebrali, kako se seksa. To smo bili znanstveniki. Ampak prvič, ko sem šel žensko, čisto drugače. To je izkušnja. In mi smo prišli po izkušnje za meditacijo, po izkušnje. Mi dihamo, ampak če nezavestno dihaš, se vsaka živalca diha nezavestno. Ampak ima pa čute. In živalca zna občutiti nevarnost. Recimo maček je zelo na visoki stopni čutenja. Zato so v srednjem veku imele čarovnice
Ne? Črne mucke. Ker muc je začutil človeka, ko je prišel vohund k njej, da bi jo ogrožal. A ne? In črne mačke so bile zraven čarovnic, čist nekaj običajnega. Muc ima sposobnost biti v astralu. In je to pomoč v bistvu. Ne? In so koriste, so bile na taki stopni zavedanja, da so vedeli, da muc je opozori. In da z brki zaznava tiste valovanja, energijske valove. Tako kot mi z glasmi ali pa z brado. Nimajo ben branje, no dobro. Ampak so to antene, ne? To so antene. Dolgi lasje, to so antene. In dolgi lasje pomeni, da mogoče imaš sposobnost loviti lažje od drugega, ki je na balini. Pa pustimo to, ne? V glavnem vedje, da ti je však. Kako? Enkrat Enkrat sem jo videl v življenju in verjetno nikoli več. Veš, kako je vse dosti? Pravijo, da je boginja ljubezni, ne? Ja, Saj astrološko. Veste kako? Vedeti moraš, da ta boginja obstaja. Ne glede, ali vidiš ali ne. In ko greš v meditacijo, si jo lahko sposoben videti. Če prideš do očeta, ne, da ti lahko rečemo središče vesolja, lahko mu rečemo Bog, lahko mu rečemo središče energije, ki se zaveda. Ampak, če lahko do njega prideš tudi do Venere. Ko enkrat obvladaš to tehniko. Tole, ko sem vam zdaj le kazal. Jaz ne vem, koliko vas je pa lahko začutili energijo. Kar dvigante roke, koražne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? A veste, s tem, ko začutiš vdih in izdih, če se predstaviš višji, da je ta vdih višji in da ste lahko do nadjaža z vdihom. Ali pa, če imate kakšnega angela, ko je vaš zaščitnik, lahko imate tudi angela. Ampak to je vaše varovalo, da vam daje oporo za življenje. V glavnem smo pa vedno sami. Vedno smo sami z našim zavedanjem. Če bomo to usvojili, nismo zastonj živeli. To je črka A. To, kako bom pa jaz prišel v središče vesolja. Vključite domišljijo. Lahko sem v tem trenutku tukaj in zdaj v središču vesolja. Ta možnost obstaja. Seveda. Seveda treba reči, da ni reči. Še nihče ni določil, kje je središče vesolja. Tvoje je tukaj. Moje pa tukaj. A veste, vsak ima svoje središče. Ampak središče tistega vesolja, ko se je začelo, odkoder smo prišli, je pa sigurno več ali manj za vse biologe, pa fizike, pa tako naprej uganka in teologe. Samo da ko postaneš egocentričen, ta nevarnost obstaja, ne? Kaj pa pol? Kakšne nevarnosti? Ja, sem potem si motljiv za druge, ne pa za sam sebe. Ja. Ti si še vedno v središču, sam drugi nočejo se vrteti okrog tega središča. Zdaj ni treba, da druge prisiljuješ. Važno je, da ti to veš.
Važno je, da ti to veš. A ima kdo kakšno vprašanje? Glede te meditacije, mislim. Jaz sem bolj na mnenje, jaz sem zelo lepo občutenja sem imela, veš, pri tej meditaciji, tudi energetsko, tako vse umirjeno lepo. Samo potem, ko sem se skušala prestaviti ven, veš, me pa zajela tak vročinski val. V trenutku mi je postalo grozno vroče. Pa zdaj ne vem, a sem se predstavila, nisem. Veš, kaj je? Vse ni pomembno. Ne, zelo pomemben je vsaka izkušnja, ko jo lahko podeliš z nami, a veš, je pomembna. To je ene vrste bil, ene vrste strah, kaj pa če ne, kaj pa ne, kako pa to bo zgleda. A veste, ne plašite se tega. To si vse ti. To ni noben drug. Ni drugega. V meditaciji si sam. In raziskuj. In jaz sem gledal točko kle, a ne? In vdihnil sem gor, ker sem šel po temu treningu, gor in dol, ampak moja pozornost je v središču. In kar naenkrat sem se začutil zadaj. A veste, lahko to malo pospešite. Recimo, da z očmi se to da, ne? Z očmi malo na not pogledate in se prestavite vzad. In ko boste vzadej, ne, in opazujete svoje telo, kako diha, ne. Če se višji predstavlja, je pa višji. Ne. In ta energija, jaz vem, da je vdih tako močna zadeva, da sem eno z vsem. In to je dobesedno v nebesih. Veste, jaz vam te izkušnje ne morem drugače povedati, se ne da. Vsakemu lastna drugačna gotovo. A veste, ampak skozi dihanje pridete do miru. Pridete do tega, da ste v temu trenutku. In ko smo sposobni biti v trenutku, lahko dojemamo tako situacijo. Lahko dojemamo tudi zgodovino. In v zgodovini premikamo dogodke. Recimo, v 3. ali pa 4. kolenu nazaj sem bil, kaj spet? Sem doživel šok ali pa smrt, ali pa nekaj sem ga zelo polomil. V meditaciji se lahko prestavim v 4. stopnjo, grem nazaj in ugotovim, kaj je bilo tisto, kar imam jaz zdaj težave. In ko to odpravim pa na ta način, da sem tukaj. V temu ta trenutek prenesem, vedno je tukaj, vedno je zdaj. In tisto zgodovino prenesem sem in tisto stvar drugače ukrenem. Ne tako, kot mi je povzročila težavo. Tista stvar se potem ni zgodila. Energetsko. Ja. In tako se lahko zdrav, recimo stvari, ko so neozdravljive. Samo tako, da greš toliko nazaj, da poiščeš vzrok. Kje v zgodovini je moj nukleus, jedro, ne, bil v taki zagati, da sem to in to počel.
Z teorijo, z vijačnico teorije časa se da to razložiti. Vijačnica časa je, časa v prostoru časa ni in ti na tistih rovovih, krogih, je čas skupaj. Leta 1300 in 2300 je v isti točki, vesoljno gledano. Tako. Vse veš. Vse veš. Poslušajte, te stvari ne, so tako zanimive. Sam je pa treba malo delati. Ne. To pa je ne. Se jaz vem, da nimate časa. Ampak če se zamislimo, da smo enkrat na smrtni postelji, ne, pa da ne vemo pravzaprav, kaj smo pa počeli. Hišo sem postavil, gozd sem kupil ali pa eno tovarno sem postavil ali pa tudi če sem avion naredil, ja, dobro je bilo, ne, sem avion naredil. Kaj pa imam jaz od tega na smrtni postelji? Bolje malo, ne. Bolje malo. Takrat se borimo za zadnji vdih, ne. Več od manj. In takrat je pa ta dih tako pomemben, ne. Da pa se je vse, a ne, 2000 vdihov na dan, enega gora dol. Ampak dih je najbolj še merilo. Pijte se za nos, pa bomo videli, kdo bo zdržal, ne? Ste videli? 5 minut, ne vem, če bo še kdo šel čez. Težko? Je kar težko. Ne? To ni vse. 10 pa skoraj gotov ne bo šel ben. Tukaj noter, ne. So, kaj smo jim, svetovni rekordi, koliko so. Ampak najmanj, ne, brez vode, ja, 3 dni, 4, mogoče 9. Ampak to so pa skrajnosti, ne. Brez hrane pa lažje, ne. Tiste pa lažje. Ampak pejte na port, bote en teden vegetarijanci, poskuste, boste videli, a dojemate lažje ali ne. Poskuste. Zdaj, ko smo prebrali, ma kaj ribe, so meso ali niso meso? Ja, ma to daj mi prav, to je normalno. To je verska varianta, ne? Kaj jo ven potegneš, a hlesta za zrakom, a jo moraš po glavu udariti ali ne? Kaj je to, kaj si naredil? Bovšjo, ne? In sam potegneš in ni zmanjka tistega kisika, ki ga črpa iz vode. In ti kaj, pol vodo piješ, ko ješ, ali kaj je pol to? To je riba, ne? Lepa, da ima tako bolje prijatno smrtna riba, kot pa recimo, Bolj srečna je umrla. Če bi tebe potopil, ne, pa 5 minut držal, bi tudi prijatno. Prijatno smrt. Ja, ne, to ni, veste to, življenje, ja, riba pa ni meso. Ja, kje ste to slišali? No, se vem, kje ste slišali. To ni res, ne. Ti, ko jo ribo ven potegneš, pa da se ne matrajo, moraš po buči udariti. A ne? Jaz sem se, samo neumno je ne vprašati. To je pa tudi res. To je tudi res, ne samo. Veste kako, lahko bi rekel, da je resnica, ne. Jaz mislim. Meni pravijo, da že koši niso meso. Ja. To je stara. Veste, kako je? Ribe niso meso, ne? Ko me sodeva si rekel, kar je banec, ja, da se pravijo kokoši in meso. Se njih. Veste, kako? Meso je meso, ne? Ne glede. A je to še jajček, ne? Ja, jajčka pa lahko, ne? Ja. Vegetarijan bi rekel, ja, ampak ne sme biti oplojeno jajčice. Samo take, ko niso oplojene. Poslušajte, to se samo izgovori. To ni naše, ne.
Ampak za preživetje, ne, porabljamo, ne. Palačinke spečeš, jajca so not, mleko je not. Nekaj, to. Ja, mleko, ne. Mleko je za dojenčka normalno. Za nas pa ni, ne. Čeprav vas gospodarstvo sloni na temo, da se ne, kako je to dobro. Prej zdrav pa to ni, ne. Tudi mleko, ne. A veste, so rekli, se cedi med in mleko. V tej deželi se pa cedi med in mleko. Pa je mleko za nič. In med. Med je sladkor predelan, ampak v to se ne bom spuščal v kemične zadeve, ampak kako naši čebelarji, ne, da se utresajo teh japonskih ušk, ne, jih zaplinijo. In tisti plin je tako strupen, da vpliva, če jeste med, na naše možgane. Od tukaj je veliko bolezni, ne, veliko bolezni, ko med prinaša, pa je tako zdrava hrana. Povsod, jaz sem, dokler nisem to o teh uškah prebral, sem rekel, med je pa dober. Ampak ni. Tudi tako. Med in mleko, to je pa res nekaj najboljšega. Da ni, ne. Najboljši, kar se mi zdi, so sokovi, ne, pa to zeleni sokovi. Iz klorofila. Pa sadje. Pa rečemo šestročnice. Vse ostale pa pravzaprav so genetsko pokvarjene zadeve. Če imate semena, originalna semena, recimo se tudi koruza izrojena. In prizadevajo si, da bi popolnoma bili odvisni kmetje od trgovine, da mora kupiti seme, da ga lahko poseje. Ne? Potem pa to seme, ko ga pridela iz žita, ne obrodi več. Ne obrodi. Mora ponovno kupiti. In to je genetsko tako predelan, ne, da ne bo še, da imate malo vrtka doma, ne, pa motikco, pa malo kupavate. En vrtek, malo se učite. A veste, so gotove teorije, da bi moral imeti vsak en hektar zemlje, ne, pa bi tisto delo, veste, tisto je treba znati obdelati. Tisto ni tako enostavno. In sem poslušal Tunovo, ko je razlagala, kako je bio vrtnarjenje. Potem je pa vprašala, koliko pa je kmetov tukaj noter, ne? Nobenega ni bilo. Prav, a imate saj vrt, ne? Pa sem jaz dvignil roko, pa še en. Ja, prav, tole pa ne bo, ne, tole pa ni najboljše, ne. Veste, meščanom razlagati vrtnarstvo je to težko. Tisto, ko pa že ste vrtnarji, ne, tisto imate pa izkušnje, pa točen veste, kako se krompir usadi, kako se fižolček usadi, kako se solato pridela. Te stvari obvladate. Če jih pa ne, jih je treba pa kupiti. To smo pa v trgovini odvisni. Tako je, ima kakšno vprašanje. Razen to, zdaj ribe vemo, ne. Sva mrtva trupla.
mrtva živalska trupla. Ja, seveda, kar so vzruni. Kaj pa Bober? Bober bomo tudi Bober. Veste, meditacija pa zvok. Če lahko, potem vam svetujem, da pojete čakaj, za vibracijo čakaj. Najboljše je A. Zdaj, če greste vi na vse pet, pa da ste v kakšnem bloku, to bo verjetno zelo težko. Ampak pejte pa v naravi pojte. Pa v avtu sedaj. Ja, tako. Radio ugasnite pa pojete. Ja, tako, pa ste sami. A veste, morate najti prostor, kje to lahko delate. In to je zelo pomembno. Zvok pa meditacija. Pa voda. To vedno imejte zalogo vode. To je zelo pomembno. Kar se bobna tiče, boben bomo malo probali, tako da ne boste rekel, da se ga zastoj prinesel. Veste, kako sem jaz ta boben bil, sem že razlagal, ne bom ponavljal, ampak boben ima pravzaprav dušo. In boben je za šamana, orodje, da lahko privabi take zvoke, da pridejo, tudi živali ga pridejo poslušati. In mi, ko poslušamo koncert, če ga natančen znamo poslušati, točen čutimo valovanje koncerta, kako narašča in kako pada. In kako se pa naučimo poslušati? Tako, da poslušamo, ampak zavestno poslušati. Ne tako, radio odprem zato, ker tamle kuham pa nekaj, pa bo cajt hitrej minil. Da mi nekaj mot možgane, da nisem prisoten. Tista stvar. Eno stvar delite, pa tisto stvar bodite prisotni. Bodite prisotni. No, zdaj ne bomo poslušali. Probajte slišati, kaj nam bo boben sporočal. Vibracijo eno odzadaj, ne tako še zvok, ampak tako, kot mi šlo skozi ušesa. Ja, je tako, kot bučanje. Kot bučanje? Ja. Pa roke so me čisto skurle se. Ja, tudi bobna vibracija. To je zvočna vibracija.
zvučna vibracija in se s tem tudi zdravi. Zato, če imate možnost kakšno tako stvar nabaviti, je dober, a ne, da greste ven na vrt, pa lepo prezračite vse čakre. Poleg petja. Ja. Mene tako mi je dalo vizijo, ali pa vsaj upanje. Pred začetniški zvoki so se me spominjali na sodoben način življenja, ta stresni neoliberalizem. Potem so se pa zvoki bili podobni socialnemu kapitalizmu in potem se šel proti rovu, je bilo pa že za sluboslavje ali meritokracija, kjer so pa tudi navadni občani pridejo vključeni in upoštevani. Ja. Tudi to je prav, kar si tako razumel. Veste, zvok nam pravzaprav daje razsežnost duha, da lahko sprejema različne motive. Dva ne bosta enako slišala, dva ne bosta enako videla, dva ne bosta enako mislila. Vsak ima svojo pot. In na enega deluje tako, na drugega deluje drugače. In ni to, da bi vsi boben enako slišali. Nemogoče. Zato, če bi vsakega posebej vprašal, jaz vem, da je vsak drugače slišal. Za mene je bil takoj je padel noter v nizke tone. Ja, nizke tone. V nizke tone in je bilo kot avion. Potem, ja. Nekaj tako, ladja, kaj tega tista stara ladja zapravo. Ja, ne. Tako je zamolkalo. Ja, in učite se poslušati, ne. No, zdaj bo pokal okoli te dneve, ampak drugače pa, jaz sem prav, morje, gost, to je izredno veliko šumov. Lahko bi še malo zaplesali, kaj pravite? Da ne boste takole vsi samo... Kako bi nesreče? A ćemo malo šamansko zaplesati? Ne bi bilo samo, da se malo razgibljamo. Ja. Prav je 9 ura.